Ok, med nami. So že vi kakšni poskusi vdorov? Mi smo glede varnosti izhajamo iz tega, kar smo v Harkomu že vzpostavili in Harkomov sistem, če je bil dober in je še vedno dober za več kot 75 bank in 3 centralne banke. Mi smo se iz tega DNA rodili in smo tudi te varnostne principe prenesli. To je ena zadeva, hkrati skrbimo na večjih nivojih. Tako uporabnik sam, da ima kodo, pa posebno varnostno kodo, s katero v primeru, ko zamenja telefon, lahko pride nazaj do svojega profila, do tega, da izvajamo polno osebno identifikacijo, se pravi, vsak, ki hoče polne funkcionalnosti NDIS-a uporabljati, se mora osebno identificirati na začetku uporabe ali na Petrol, prodajnem mestu pokaže osebno izkaznico ali pa z digitalnim potrdilom. Sistemsko imamo vse te zaščite nastavljene že s temi tehničnimi rešitvami, hkrati pa redno dajemo v pregled raznim izvajalcem na tem področju in kode in to, tako da smo maksimalno sigurni, da... A pa še nisem odgovoril na vprašanje? Še nisem odgovoril. Tako da ne, nisem ena kljubca, ker si omenil. In hkrati tudi, ko to dejavnost delaš, moraš imeti za to dejavnost dovoljenje, se pravi dovoljenje od centralne banke, ki ga pa da samo, če so izpolnjeni te pogoji. In to je treba ne samo z dokumenti dokazati, ali pa z nekimi tukcami, ampak dejansko z vsemi in stres testi in hack testi. A so vam že hakali? Ne. A to veš, da imamo zdaj tudi neki programere, pa da organiziraš challenge vse? Verjamem, da je to lahko in kar... Rekel je, da niste dovolj dobri. Malo zapeci. Ok. Zdaj pa, če gremo malo v startup vode. Zdaj, NBILS že nekaj časa med nami. Na kak način komunicirate, kje so vaši kanali, marketing, kakvi iščete svoje davžnici, ker B2B je spet ena smer, B2C je pa spet čist druga. Kako pride do novih strank? Kaj je vaša filozofija? Ja, mi smo se tukaj iskali na začetku sploh na področju marketinga, ker pač smo iz business to business sveta morali vprašati od business to customer vidik. In tukaj se recimo na začetku prvo leto smo zelo tehnično pristopali, smo več ali manj komunicirali o funkcionalnosti samega izdelka. Pa tudi po kanalih smo videli, kateri kanali imajo najboljši domen. In skazali se je, da recimo, ko smo šli na radijsko oglaševanje, da je mogoče to najmanj ustrezen kanal za tisto, kar smo hoteli v tistem času doseči. Ker ko nekdo vozi avto, pa sliši na radiju, ne vem, en bil zgor dol, nima časa pa razdeči vsega tega opisati, pa ne vem, kaj še vse narediti. Medtem ko v teh družbenih omrežjih, kot so Facebook in tako naprej, kjer smo pač videli najboljšo konverzijo, se je pa pokazalo ravno to, da je bil tam izplen največji in zaradi tega tudi primarno v ta kanal največ vlagamo. Se pa zavedamo, ko pobereš populacijo, ki je zgodnji navdušenc, se pravi early adapter, potem doma moraš priti na kanale, kjer je masa. In masa je potem na televiziji, tudi billboardih in tako naprej, in smo tudi te stvari delali. Vedno smo se pa zavedali, da moramo na en drugačen način priti tja, ker objaviti samo en logotip na enem plakatu ne bo dovolj. In smo v 2018, prvič to naredili sodelovanje s Škisovo tržnico. To je tudi ena stvar, za razliko od prej omenjenih konkurentov, na kateri smo omogočili nakup vstopnice za dogodek in tudi plačevanje z mobilnim telefonom brez kartice na celem dogodku, popolnoma brezgotovinsko. In se je pri masi 27,000 študentov to pokazalo kot prava pot, da so lahko prišli samo s telefonom in imeli so potem kombinacijo, če so recimo kupili karto, so dobili pol vstopnice nazaj in se je to veliko bolj povrnilo, kot recimo oglasi sami. Tako da smo se naučili, da moramo neko kombinacijo narediti, ker gre tukaj za spremembo navad. Treba se zavedati, da danes so nam kartice na nek način samoumevne. Tukaj mogoče med to publiko, če mi lahko pokažete, s čem najpogosteje plačujete, tisti, ki z gotovino takole, tisti, ki s kartice takole, tisti, ki pa z mobilnimi takole,
da malo videl, kakaj imamo tukaj. Ja, super, ja, sliš. To še bomo kartico pogledali, s kjero plačujem. Ja, super. Ampak ja, v povprečju so kartice postale nam uporabnikom samo omenjene, traje 40 let. In tukaj gre za zelo zakoreninjene navade in zaradi tega moramo toliko več vložiti v sam marketing in to miselnost pridobimo na svojo stran, da prepričamo ne samo dileme, ki so okoli varnosti, ampak tudi vse druge ugodnosti, ki jih imaš, ker recimo, da rabiš potem cele denarnice sabo nositi, ampak imaš samo telefon, ker v bistvu lahko še kaj več počneš samo transakcijo in imaš samo slipa, ne, ker dajo ti zdaj račune in pol jih refleksno nosiš in nekam v žep daš in pol bok ne dej, kad daš hlače prd, kaj se pol zgodi. Od tega, da je to pač okoljsko tudi ne najbolj fajn. Ne. In tukaj imamo še veliko pred sabo in se zavedamo, da moramo investirati v to, da bomo ljudi na svojo stran. Okay. Je pa roka oziroma voda na naš mlin tudi to, ne, da tudi na tem področju pač so se tudi drugi zdaj zgodili in začeli govoriti o mobilnih denarnicah in tako naprej, tako da nam v bistvu vsem delajo uslugo. In v bistvu tam, kjer smo bili 2015, kjer so se zdaj drugi začeli letos vključevati, je to samo dobro, ker bo več ljudi vedeti za to. Okay. Misliš, da je že čas, da podelimo tisti nagradno igro? Ne vem, koliko si šamper prav. David. Ja, probi, da vidimo rece. A je to? Ne. Blizu. Ja, blizu, ampak ni. Okay. Sam to, vse, če bi zadeval, ampak ni, ne? Ja, okay. Zdaj, pol kasneje. Da imajo še druge možnosti, ja. Zdaj, 15 se zaposlenih, delate verjetno ideje več, kot se zmožni potem implementirati. Zaposlitve iščete, kader enostavno dobite? Iščemo za enostavno dobiti kader, ne, je izziv kljub temu, da marsikaj lahko ponudiš kot startup, pa tudi se trudimo tukaj čim bolj konkurirati, sploh ko ljubimo kakšne programerje. Ne. In to je res, mislim, sem zelo vesel za njih, ker imajo res zdaj dobra izhodišča, da se lahko dobro izpogajajo. Ampak ja, zdaj smo bili z decembrom 15 zaposlili, 16 pride s februarjem, tako da pač vse nekako prepoznavamo, da smo zdaj že postali na nek način zanimivi. Tudi za vsakim razpisom, ki ga dajemo, prihaja vse več prijav, ker ko smo leto 2017 za pooblaščenko za preprečevanje pranja denarja iskali ljudi, smo imeli vsega skupaj 7 prijavljenih. Zdaj zadnji razpis, ki smo imeli, je bilo 100 prijavljenih, tako da je pač to nek indikator, da očitno so nas opazili, pa da pač nekaj se more pri nas dobrega dogajati, da smo zanimivi. Ne. Ok, zdaj imamo, daj gremo v tujino, zdaj misli. Ja, v bistvu v tujino na nek način lahko že zdaj, ker v bistvu, ko smo oktobra 2018 z Mastercardom najavili to, da lahko, oziroma tudi v produkciji dali NBIS Mastercard kartico, razlika med to kartico in ostalimi je to debitna Mastercard kartica, črpa iz stanja v mobilni denarnici. In to, kar smo v praksi videli, je mnogim všeč, ker če primerjate zdaj ste lahko zgolj s kreditno kartico, ne vem, rezervirali avione, ne vem, nakupovali po spletu in tako naprej, ne. Vse te funkcionalnosti lahko z debetno NBIS Mastercard kartico izvedete in hkrati še nastavitve nastavite tako, da vam ne morejo pobrati denarja takrat, ko vi nočete, da se vam to zgodi. Že tudi sam sem imel izkušnjo, greš na neke te zaston prvi mesec neke aplikacije in potem pozabiš, kaj vse si naložil, pa kje vse, sprišaš aplikacijo, pa sploh pozabiš, da imaš kaj. In potem te zjutraj ob 6 zgodi SMS, da so ti iz kreditne kartice pobrali dol 80 ne vem koliko evrov in tako zadane in potem raziskuješ in tako. Na NBIS si pač enostavno sam zapreš možnost plačila izven EU-ja, pa spletna plačila daš na 0, pa dobi sam SMS, ta je hotel ti pobrati, pa ti ni mogel. Okay. Ampak mislil sem predvsem, da je recimo NBIS lahko tudi v sosednjih državah uporabljali kot... Ker imamo licenco Banke Slovenije, lahko to licenco
tako imenovano pasportiramo po celi Evropski uniji, tudi v druge države Evropske unije in v prihodnosti imamo na zemljevidu tiste države, kjer je prepol že prisotni. Hkrati se pa tudi v bistvu smo odprti tudi za razne ideje, kjer pač prihajajo tudi pobude, ki bi sodelovali tudi nekaj drugih državah. Vmes eno leto nazaj novembra smo recimo z Sberbanko prvi pokazali, da se da povezati mobilno denarnico in banko tudi izven direktive in tako lahko v mobilni denarnici MBIS za razliko od raznih revolutov pa number 26 vidite tisti, ki imate Sberbank transakcijski račun, direktno stanje Sberbank računa ali pa tudi, ko slikate in plačate nek račun v lokalu, lahko to direktno v breme Sberbank naredite. Zdaj, 2 tedna nazaj smo z NLB-jem po novi direktivi prvi v regiji naredili tako imenovan Payment Initiation storitev oziroma storitev odreditve plačil prek MBIS in tudi Account Information storitev zagotavljanja informacij o računih. To je nekaj, kar je direktiva določa, da se morajo banke odpreti in s temi storitvami vemo, da se lahko odpiramo tudi izven domačega področja. Pa gremo izven domačega področja. Ja, v 2020 imamo določene cilje, v katerih bomo pa v 2020. Pa si tu nobene bo povedal. Ja, pa se morajo stati kaj. Ja, okej, torej še kako začek. Vem, da si čakate na nagradno igro, ampak še ni. Kakšno vprašanje? Ja. V bistvu mene zanima, ker prihajam iz zavarovalniškega okolja. Če ste v bistvu razmišljali, ne vem, zavarovalnice Triglav, imamo ogromno transakcij dnevno, ne? Tako da v bistvu mi imamo pač možnost plačila pač s temi plačilnimi karticami, elektronsko plačilo, pa seveda gotovina, ne? Gotovine se vsi izogibamo, tako da te variante, se pravi mobilne denarnice, te opcije pa ni, ne? Glede na to, da smo veliki, zavarovalnica ima posluh v bistvu nasploh za start-upe, za vse te povezave, pa me zanima, če ste že morda v tej smeri kaj. Hvala za to iztočnico. Z vami sodelujemo. Že od začetka 2015, ko smo šli z e-računi, mislim, da samo za premoženjska zavarovanja smo takrat prišli noter, da si se lahko prek MBIS naročil na račun zavarovalnice Triglav. Hkrati pa smo, mislim, da prejšnji mesec na spletnih plačilih tudi pokrili možnost plačila za MBIS, ki smo veliko sodelovali z Janezom Mencinom pa to ekipo. In imamo z vami tudi še določene stvari, ki jih bomo pa v letu 2020 na glas povedali, tako da je pa tudi z drugimi zavarovalnicami. Sam to ste se zmenili. Ja. Ne, sem zelo vesel početi, da direktor je strani zavarovalnici. Ja, med zavarovalnicami, ravno 2015 je bil en tak zelo zanimiv primer, ne. Mi ves čas govorimo o tem, da smo odprta platforma, se pravi, da ni važno, na kateri banki je uporabnik, katerega mobilnega operaterja, kateri operacijski sistem ima, ali ima Android ali iOS. In da lahko res vse odpremo in na začetku so bili poskusi, da bi bili butična ali pa ekskluzivna aplikacija samo za eno zavarovalnico ali pa samo za enega trgovca, ne. In pa, ko smo morali ustrajati, tem bolj se je to zdaj čez čas pokazalo, da je bilo prav, ne. Ker v ostalih sistemih so vedno te zaprte tako imenovane sheme, ne, in imajo svoje omejitve, ker se omeje na množico teh uporabnikov. Prednost pri nas je pa ravno ta, da videjo vsi lahko noter. In zaradi tega gremo tudi v to smer naprej, da še te storitve ves čas odpiramo. Je pa v Sloveniji to še posebej zanimivo gledati kamorkoli, kjerkoli malo ljudi pridemo kaj povedati, ne. Pa enkrat eno od konkurentov noter pride, pa morajo pa vsi, ne. Pride noter, ne. Ker vidijo, zdaj če ima sosed porobeti, pa jaz to nekako. Kar je pozitivno. Kar je dobro, ja. Matija? Jaz imam 2 vprašanja. Eno. Prvo vprašanje, tule pri Appleu, N26 pa Revolut omogočata tisto plačevanje Appleovih produktov kar na telefonu. Pa zanima me, rekli ste v letu 2020, da to predstavili še vaše plane, ampak če imate slučajno misli v prihodnosti povezati se z Appleom? Ja, imamo. Super. V bistvu, tako bom rekel, ne, mi smo aktivnosti začeli istočasno, kakor smo jih začeli z Garmin Payem, ne. In Garmin je v tem prepoznal priložnost in skočil, ne, in smo zaradi tega lahko
januarja letos že na trgu ponudili možnost plačevanja z Garmin Payem, medtem ko te drugi sistemi imajo določene korake, ki jih moramo do tam narediti in delamo na tem in se zavedamo, ker v bistvu ves čas, če poslušaš uporabnike, je vedno še nekaj, kar lahko nadgradiš, dogradiš in gremo tukaj v to s tem. Ker če ne bomo mi, pa zagotovo kdo drug in je treba iti v tej smeri, da si konkurenčen na trgu. Drugo vprašanje je, tole promocijo, ko ste imeli po 15 evrov. Zadnjič me je brat poslal, v bistvu celi družini, in me zanima, če ste imeli, v bistvu kak profit ste imeli od tega, da ste ponujali 15 evrov. Sem povedal, koliko smo zrasteli, tako da ja, mislim, te cilje, ki smo jih mi postavljene, smo s tem dosegali in tudi, ker smo jih presegali, smo ta program že zaključili predčasno. Drugače pa ja, mi smo zelo razmišljali in smo rekli, dajmo tvegati, kako bo v Sloveniji to... V Sloveniji ste prišli, da ljudje ne bojo hoteli Trik je v tem, da ni bilo zaston, morali so, v bistvu tiska je drugo priporočilo in moralo iti se osebno identificirati na kontrol, kar je bilo nekaj napora, pa hkrati tako se je šel osebno identificirati nič drugo, če se nista direktno sama zmenila, drugo tiska je poslal priporočilo. In smo vmes, ko smo pripravili to zadevo, smo rekli, pa dajmo vse in tvegati, pa damo samo tismo, ki je priporočil, pa vidimo, kaj bo iz tega rata. In iz tega smo bili zelo pozitivno presenečeni, ker ja, cele družine in pasili in vse živo je prišlo noter. Ampak se s tem tudi so zrasla tako naročila na kartičnem delu in ni ostalo samo pri tem, da bi to prišel po denar, lahko, da je mogoče tisti trenutek prišel, ampak potem nas je spoznal. In če drugega ne vsaj na Petrolu, to če kaj kupil, ker mogo priti se osebno identificirati. Tako da smo imeli kar pozitivne koristi in tudi iz tega, kako spremamo, je aktivna uporaba zelo raste in bo rasla še naprej. Imate približno za uporabnika oceno nek long-term value, koliko vam je vreden na dolgi rok en uporabnik? Vsega ne rabiš deliti tam, ampak verjetno, ali jih imate deljene po segmentih, ali je in generalno za kjerkoli uporabnik, ali je to, ne vem, razlika, če je moški, če je ženska že? Ne, v bistvu smo delali segmentacijo in eno leto popolno nazaj je bil povprečen uporabnik moški star med 20 in 30 let. Zdaj se je pa ta zadeva zelo razpršila, tako generacijsko, kot tudi starostno in tudi, mislim, kot generacijsko, kot po spolih. Več je rata žensk smo uporabnic, kar je zelo zanimivo. Mislim, ko smo začeli, kdo je bil naš early adapter, to so bili mladi fantje, ki so bili povezani tako ali pa drugače z igrcami ali pa z računalništvom. Oni so prvi šli izprobati to zadevo, pa se od tukaj naprej zadeva začela rasti in razvijati tudi na druge populacije. In tudi imamo najstarejši uporabnik, mislim, da je že 83 nekaj tazga, skratka imamo tudi med starejšo populacijo. Sam tek, kaj prišel zdaj v tej akciji 15 evrov, pa je kaj? Že prej. V bistvu jaz sem bil presenečen ravno v času, ko smo bili v fazi, ko smo vedeli, da bomo decembra najavili Petrol, da nas je Petrol kupil. In takrat smo pripravili novo verzijo aplikacije na novi platformi in smo imeli delano z novim logotipom, ki je imel v pasici Petrol. In kaj se je takrat zgodilo, da je Apple dal iPhone 10 in za te, ki so imeli iPhone 10, takrat še nismo imeli podprti. In to je bilo že takrat nekaj uporabnikov in morali smo neke popravke namestiti. In kaj sem naredil kot direktor, sem rekel, dajte mi seznam teh uporabnikov in bom jaz osebno poklical, da se jim upravičen, ker ne bomo mogli, ker je bilo treba 2 tedna počakati. In sem klical in sem med njimi tudi dobil enega gospoda, ki je bil malo čez 70, mislim, da je upokojen psiholog na iPhone 10, ki zelo je sprejel to z razumevanjem. Jaz vedno, če imam le priliko, tudi če kdaj slišam za kakšen primer, pa to si vzamem čas,
da slišim iz prve roke, koga muča, in mislim, da je to tisto, kar za razliko od vseh ostalih ponudnikov lahko mi ponudimo, in da nam je uporabnik in potrošnik na prvem mestu. No, in takrat sem temu omenil, veste, sej, vas lahko vključimo v VIP testni bazen, in vam lahko namestimo to verzijo, samo imamo eno drobni disk, kaj pa je to, v bistvu Petrol logo bo noter, super, ko mi čakam, dajte me noter, in mislim, na ta način slišiš tudi, kaj je tisto, kar na terenu, ker smo zdaj na tolikih prodajnih mestih, ne moramo več, ko smo se sami lahko odpeljali iz enega konca Ljubljane na drugega, pa prekontrolirali v živo, zdaj pač iz enega konca Slovenije na drugega malo izziv. Pa prej, ko smo omenili, ta pripelji uporabnika je bila ena akcija, druga pa tudi ta, da stimuliramo, če pripelje kdo prodajno mesto, tega je tudi še ogromno za pokrit, za podpis pogodbe in pol za aktivacijo. Tukaj tudi se moramo mi iz Ljubljane po celi Sloveniji peljati, tako da če je kdo zainteresiran, sem vesel, če me pocuka že rokav, ker tukaj imamo kar veliko potreb pa priložnosti. Aleš, prvo nagradno. Ne bom številko. Zadavi. Če ni skrivnost, me zanima, na čem temelji vaš poslovni model, pa kako se je spremenil v zadnjih 2-3 letih? Naš poslovni model temelji na tem, da zaračunamo provizije iz naslova provizije od transakcije prodajnemu mestu. Do oktobra lani smo uporabnikom zaračunali za plačilo položnic 25 centov, za polog gotovine na Petrolu 50 centov, za dvig gotovine iz Petrola 1 evro. Potem smo pa za oktobrom, ko smo lansirali Mastercard debetno kartico, dali te stvari brezplačno in samo na prodajnih mestih zaračunali od zneska plačila. In ugotovili smo, da smo začeli rasti bolj, kot smo prej, v tistih prihodkih. In ideja je ta, da potem v prihodnosti ponudimo še nadgrajene storitve na nekem segmentu, ki se lahko za neko ceno potem tudi do uporabnikov ponudi, pa seveda, da ostanejo določene stvari še vedno brezplačne, kot so danes. Se pravi, vaš dolgoročni cilj je, da bi imela vse trgovine možnost plačevanja prek vas? Prek mobilne aplikacije. Če prek mobilne aplikacije vi imate direkt provizijo, tam pa verjetno še Mastercard. Kadar gre prek kartice, je veriga večja, je dražji za trgovca in tudi v bistvu manj ostane na koncu razdeliti. S tem, da se tam, to rečemo temu Rdeč ocean, kjer je veliko morskih psov že in ne moreš kaj veliko narediti, tam se v bistvu cene kvečemu znižujejo. Tako da vidimo v teh nadgrajenih storitvah pa vsebini prihodnost, da gremo v tiste dele, ki je na nek način nevidno bančništvo. Če smo imeli 100 let nazaj, recimo, ko so ljudje hodili v hranilnice, pa polagali kovance, pa novce in tako naprej, pa potem 50 let nazaj z bankomati operirali, pa potem 20 let nazaj prišel na e-banko. Je zdaj v tem, kjer se mi vidimo, da se v realnem času v vsake življenjski situaciji lahko izvede neke vrste bančništvo oziroma finančna operacija in se mi je niti ne zavedamo. Tja pač želimo v prihodnosti priti in tam verjamemo, da je še prostor, ki je priložnost za vse. Mena? Najmo vprašanje Boža Florena, drugo vprašanje, to je v bistvu samo za uporabnike fizično osebo, tudi še za pravne osebe. Mi že zdaj omogočamo mikropodjetnikom nekaj, kar drugi ne. Recimo obstaja MBILS POS aplikacija, ki iz mobilnega telefona naredi ne POS za kartice, ampak za MBILS plačilo. In uporabnik, ki ima recimo SP ali pa je mikropodjetnik, jim je to zelo všeč, ker taktičen primer, nekdo ima vrtnarijo in 3 mesece v letu prodaja na tržnici rože za 1 evro. In temu se ne splača vzeti POS terminala za kartična plačila, ker mora celoletno strošek prevzeti nase, pa po teh provizijah, ki smo jih prej se dotaknili, in vzdrževanje in nadgrajene blagajniške programe. Pri nas pa, kot sem prej rekel, samo
cena je ta strošek provizije, ki je zelo ugoden, nobenega drugega stroška ni zraven in na telefonu svojega ga uporabljaš tako, to piše, ne vem, znesek, pa ne vem, zakaj se zadeva zaračuna in se zgenerira en bil skoda, uporabnik vse to slika in plača in vidi on takoj, da je plačan, denar dobi. In recimo, to je en od segmentov, ki vidimo, da se lepo prijema in ga niti še nismo začeli v resnici priglasovati, so ga tako uporabniki odkrili, ko so nas iskali. Včasih tako tiho, kaj lansiramo, pa opazujemo, to je tudi ena od strategij, nekaj tiho ponudimo na trgu in vidimo, kako se prime in vidimo tam, kjer se prime, da razvijamo še naprej in da bomo še nas kaj. Jaz bi samo vprašal, vlastna izkušnja, recimo v Aziji je pač WeChat, poleg ostalih stvari tudi podobno stvar. Ena izmed, kar delate tudi vi, je to, kar hočete vi biti čez 10-15 let v Evropi, kar je WeChat v Aziji? Ja, zagotovo nam je to nek vzgled, če lahko rečem, ker predstavlja v bistvu odgovor na vse tiste izzive, ki jih mi tudi sami vidimo in ki vidimo, da je uporaba z mobilnim telefonom boljša, kot uporaba kartičnega sistema, ker tudi potem, ko bodo kartice tokenizirane, da boš s telefonom plačal, pa v resnici bo v zadnji uporabljena kartična infrastruktura, bojo imele še vedno te omejitve, ki sem prej rekel. Potem, ko v obliki platforme, kar mi gradimo, ker gradimo most do uporabnikov in most do prodajnih mest, to je kar zahteven zalogaj in oba konca verige pokrivati pač terja en velik vložek, ampak na koncu lahko potem to narediš, kar WeChat je. In verjamemo, da s tem, kar tukaj delamo, da bomo lahko to tudi v druge države in Evropske unije in tudi širše na Balkanu lahko ponudili. Samo eno kratko vprašanje še, mi že makajo domov, da smo dober. Ja, se nam sledi. Gledam to, da ste od leta 2015 vmes je bil ta Bitcoin boom in ne vem karkoli, Ethereum in vse te stvari, ste tudi razmišljali, da bi skočili na ta vlak? Vprašanj strani uporabnikov pa pobud je bilo na to temo, ampak ja, mi smo licencirani za izdajo elektronskega denarja, upravljanje plačilnih storitev, pa to novo storitev PSP, kot sem prej omenil, in mi se ne vidimo v teh kriptovalutah. Blockchain kot tehnologija je seveda zanimiva in mogoče bo v eni točki lahko prišel do tega, da bomo kaj tudi kombinaciji s kakim drugim ponudnikom ponudili, ampak naš core business in fokus je na segmentu plačevanja in ne na kriptovalutah kot takih. Mi smo v tem smislu pa tudi sami pač priznamo bolj previdni. Pa se tudi 15 vse tudi ne morate pokriti na eno. Ja, ampak je tukaj tudi še petrol, pa imamo skupaj kar ambicije in verjamemo pa še tudi drugi trgovci. In Slovenija ima tukaj idealno priložnost, mislim, da je idealno okolje, ker je populacija dosti zahtevna na eni strani. Imamo dosti dobro tehnološko pokrit in tudi visoka pričakovanja, malo nas je in lahko zelo hiter te stvari preveriš in greš potem tudi drgam. In ja, vidimo, da je zdaj tak čas, ki se prebujamo na tem področju. Glavni cilj pa je, da to gotovino, ki je danes v obtoku, da domestimo. Prvi blok še David, bo še probo enkrat? Ne, bom postil ostanje. Bi pa nekaj bilo vprašal, verjetno ne vem, Amela prej hvatla nekaj drugega vprašal. Obstaja račun MBILS za poslovne uporabnike, se pravi za eno podjetje, lahko 3 dostopajo. Se pravi, smo 3 Ne, v bistvu kot poslovni račun, kot ga banke ponujajo, ne. Ampak kot prodajno mesto, ki lahko sprejema plačila, pa jak, in potem, ko sprejemaš plačila iz MBILS, se ti sredstva praznijo na tvoj poslovni račun. Ne pa, da bi direktno, recimo jaz kot podjetje, imel MBILS račun ali MBILS poslovno denarnico, če temu lahko tako rečem, v tem trenutku še ne. Da bi iz nje bolj kot podjetje plačal drugim dobaviteljem, pa to v tem trenutku še ne. Smo razmišljali, ampak to je kar obsežen zalogaj in mogoče enkrat v prihodnosti, ker terja kar veliko enih drugih korakov še do tam. Bomo izdala, kjer je vaš številka? Ali še damo eno priložnost?
Aha, izvoli, ja. Rekli ste, da lansko leto vas je Petrol kupil. Do takrat ste imeli pa 4, 5, 6 let razvoja, ki ste ga financirali. Zdaj se vam, ko so vas kupili, ste verjetno ves razvoj že mogli povrten, upam zdaj, še kaj več. Ampak kako se bliže recimo taki stroški razvoja, ker to glede to, koga se delalo in kaj vse ste mogli narediti, to je bilo kar težko financirati, na kak način pa je bilo financirati. Ja, v bistvu na začetku smo imeli financiranje, ko smo bili še v lastništvu Harkoma, strani Harkoma in seveda tudi zdaj, ko smo v lasti Petrola, smo se optimizirali na način, da tam, kjer ima Petrola svoje že strokovne službe, da jih ne podvajamo. Tako da v bistvu naš core biznis so finančne storitve, recimo kadrovske storitve, koristimo pa Petrolu, nabavne storitve, IT, podporo, klicen center, skratka optimiziramo tam, kjer je karkoli možno optimizirati in na enak način smo že pri Harkomu isto delati. Imeli smo vmes, ja, dokapitalizacije, tako da smo bili ob nakupu, mislim, da smo imeli milijon kapitala, potem, ko smo bili kupljeni, smo bili dokapitalizirani, smo imeli 2,5 milijona. Potem smo pa letos dokapitalizirali še 7,6 milijona. Ja, tukaj ni samo strošek tega razvoja. Treba je povedati, da sama ta licenca je ogromno, ne samo iz vidika investicije virov, tako finančnih, kot časovnih, ker če bi bilo to tako enostavno dobiti, bi bilo ogromno ponudnikov. 2015 smo prvi dobili licenco za izdajo e-denarja, potem, ko se je pa zakon spremenil, ko je bil prilagojen novi direktivi, je bilo treba vse od začetka narediti in mi smo oddali lani aprila v roku zahtevo za širitev pa podaljšanje licence po novem in decembra smo dobili odločbo. Tako da to so taki procesi, ki tečejo veliko krogov in terjajo veliko verov, tako da ne bi mogel tukaj govoriti samo o tem finančnem vidiku, ker je tukaj še regulatora in pa tudi nasploh ne moreš vzeti samo plače, ali pa samo marketing, ali pa samo enega kosa. In delati vse to od nečesa, kar je bilo 2013 ena skica na papirju, je kar zanimiva pot in verjamemo, da bo, zdaj smo ustvarili Satya, iz ene funkcionalnosti, ki je zdaj ogromen, da pokrijemo 360 stopinj, tako da verjamemo, da bomo še marsikaj vložili na to. Super. Primož, izkazal si se za odličnega sogovornika, pa lahko bi verjetno še dolgo govorili, ampak glede na to, da nas že čaka tam vse pripravljeno, bi si ti res zahvalil za čas, da si prišel v Velenje, pa da si se nam predstavil. Mislim, da bomo zdaj dobo, ne gledam tisto akcijo 15 evrov, ki smo rekli, da zdaj ni več, bomo dobili še kakšnega malega